Pozdravljeni! Zopet je za nami pester vikend. Vreme je ponovno pokazalo svoje zobe in nad nas poslalo obilo dežja, vetra in podobnih neprijetnosti, ki so uničevale naše imetje. Pa vendar smo imeli možnost videti tudi zelo redek in čudovit pojav, saj smo lahko videli del severnega sija. Nocoj si oglejte. Uspešnost projekta Manj svečk za manj grobov v Litiji, gradnja parkirišč za avtodome v Zagorju, klet groze v Mladinskem centru Litija. O projektu Manj svečk za manj grobov smo že poročali. Sedaj, ko pa je dan spomina na mrtve mimo, pa lahko poročamo že tudi o uspešnosti letošnje izvedbe. V projektu sodeluje že vse več občin po celotni državi, prav tako tudi občina Litija. Podžupanja je za nas povedala, kako uspešni so bili tu. Občina Litija že vse od leta 2015 sodeluje v akciji Manj svečk za manj grobov in do letošnjega leta smo zbrali skupaj že več kot 50 000 evrov. V letošnjem letu je akcija potekala na vseh pokopališčih v občini Litija. Namen zbiranja je bil pa zelo različen. Nismo pač za celotno občino določili nekega namena, ker menimo, da namen, ki je bližji določenemu lokalnemu okolju, je sigurno tudi bolj učinkovit. In to se je pravzaprav tudi v letošnjem letu izkazalo. Letos smo zbrali tudi, bom rekla, zelo veliko vsoto, več kot 15 000 evrov. Zbirali smo pa tako za pomoč deklici Karolini, se pravi za razvoj genskega zdravila. Potem smo zbirali za defibrilatorje, največ seveda za defibrilatorje in pa tudi za poplavljence, predvsem je to bilo na območju Kresnic. Moram reči, da so se ljudje že zelo navadili, da sedaj že nismo več, bom rekla, tako malo posiljeni, če uporabim to besedo, in da pravzaprav obiskovalci pokopališč že pristopajo sami k stojnici, kjer lahko pač dobijo zastavice ali pa kamenčki. Moram reči, da se je v zadnjih 3 letih, da se je zelo prijelo tudi pravzaprav nadomeščanje sveč z kamenčki. Jaz mislim, da postopoma ljudje razumejo, da ni to pravzaprav najprej zbiranje denarja, ampak da je najprej pravzaprav osveščanje, da uporabljamo čim manj sveč, ker dejansko je to grozen, velik odpadek. V bistvu pa to nadomestilo, se pravi, da pač podariš namesto zneska za eno svečko in potem v bistvu se res naberejo sredstva, ki potem pomagajo pri ohranjanju življenj. 2. novembra je župan občine Moravče dr. Milan Balažic položil venec na partizanski spomenik nad Češnjicami. Ta spomenik, posvečen padlim partizanom v zadnjih dneh 2. svetovne vojne, so poletne vremenske ujme nevarno ogrozile. Okrog spomenika je padlo nekaj velikih dreves, voda pa je močno poškodovala tudi podnožje spomenika in dostopno pot. Spomenik je bil prenovljen, prav tako je zdaj urejena tudi okolica. Župana je v polaganju venca spremljal svetovalec župana za vrednote NOB Stanislav Ravnikar. V času investicijskih projektov v Zagorju se je novica o gradnji parkirišča za avtodome kar malce izgubila. Poleg nastajajočega gasilskega poligona je v zaključni fazi tudi novo parkirišče. Več o samem projektu pa Ivo Vrtačnik, vodja oddelka za gospodarske javne službe. Torej, investicija v počivališče, postajališče avtodomov na območju Evroparka je bilo s strani odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrena sredstva v višini 85% investicije, tako da je višina sredstev 50 000 evrov strani te agencije zagotovljeno. Preostalo do 80 000 pa je proračun občine Zagorje. Konkretno to postajališče za avtodome je namenjeno 6 avtodomom z kompletno infrastrukturo, ki je potrebna za delovanje takšnega postajališča, tako je priklop na javni vodovod, elektriko, zapraznjenje odplak iz objektov in pa seveda ustrezna osvetlitev in pa dostop.
Sistem prepoznavnosti avtodomov v Sloveniji je v okviru skupnega programa in projekta mreže avtodomov. Tudi ta naš postajališče bo vključen v to. Poleg tega pa seveda na naši spletni strani Občine Zagorje ob Savi bo tudi povezave za pod kakšnimi pogoji, kdaj in kako se lahko uporablja ta avtodom, postajališče za avtodome. Mi zaključujemo, mi smo praktično tik pred zaključkom, v tem mesecu bo objekt v celoti zaključen, predan na nek način v uporabo, vendar pa glede na to, da je vzporedno z tem postajališčem se gradi tudi gasilski poligon Gasilske zveze Slovenije, bo na tem delu prisotno še gradbišče in bo na nek način dostop omejen, pa vendarle glede na sezono ne pričakujemo tako velikega pritiska na ta postajališče, da ne bi mogli vsaj nekaj od teh parkirnih mest uporabiti tudi za te namene, če bo potreba in pa če bo želja. Na Javnem skladu Republike Slovenije, konkretneje na Zagorski in Litijski izpostavi, so prepričani, da je v Zasavju precej potenciala ustvarjalne umetniške žilice, da se v različnih starostnih generacijah skrivajo nadarjeni ustvarjalci proze in poezije. In temu je zlahka moč pritrditi. V Zagorskem delavskem domu je sklad organiziral 20. območno srečanje zasavskih literatov, ki je tokrat potekalo pod nazivom Jesenske misli. Na srečanju so ustvarjalci proze in poezije predstavili svoja zanimiva dela, za katere kriterij je bil, da si jih zasluži slišati tudi širše občinstvo. Kakšna pa je sicer kvaliteta pesniških in pisateljskih ustvarjalcev v zasavski regiji? Opažam, da je današnji literarni večer prinesel veliko novega, nekaj novih avtorjev. Veseli me to, da je danes sodelovalo 24 različnih avtorjev in eden naknadno, tako da je bilo 25 različnih avtorjev, ki so predstavili svoje dela. Kvaliteta del je presenetljivo visoka. Tudi sama selektorica, ki je naredila izbor, je imela zahtevno nalogo, da je izbrala posamezne dele od avtorjev, tako da mislim, da se za poezijo in prozo v Zagorski občini oziroma v celem Zasavju ni bati in da bo tudi v prihodnje naše srečevanje plodno in tako uspešno kot danes. Iz vrst sodelujočih umetnikov je najbolj izstopal Viktor Kotar iz Konjšice pri Zagorju. Bil je namreč edini, ki je svojo pesem kar zapel. S čim se ukvarja na umetniškem področju, je za nas spregovoril. No, nekateri pišejo pesmi, med njimi sem tudi jaz, nekateri druge tekste. No, jaz pa za svojo pesem pa tudi melodijo napišem, pa jo tudi na tej prireditvah zapojem. Že nekaj leto ponavljam. Pišem pa melodije tudi od drugih zasavskih pesnikov. Sem jih tudi že kar nekaj napisal, rečemo posameznika po 10 komadov. Ker so zmeraj pa take, ko mi se zdijo res dobre in tudi so. Kar je pa zvrsti pesmi, ja, najprej eno pozdravno, potem kako narodno, operno, kako partizansko tudi. Na Izlakah, no, dole, ki je blizu, sem iz Zagorja ob Savi doma, sem imel po 3-4 koncerte na leto. Kje bova ljubila se mi dva, zelene. Na noč čarovnic je v kulturnem centru Litija strašilo. Obiskovalci so se lahko sprehodili skozi klet groze. Po največjih poplavah v Litiji je bil močno prizadet spodnji prostor kulturnega centra Litija, katerega pa so organizatorji uredili v pravo nočno moro. Marsikdo si ni upal obiskati kleti groze, pa bi si jo vi? Več v prispevku. Letos so naše poplave iz Mladinskega centra Litija pregnale tudi čarovnico. Tako da smo se preselili v kulturni center. In nam je naša zlobna čarovnica zavzela klet v kulturnem centru. Kaj vse je tukaj dol pripravila, je najbolje, da ste si ogledali sami. Drugače pa smo ta program letos združili s kolegi iz kulturnega centra Litija in za obiskovalce poleg uročene kleti pripravili še nekaj čarovniškega kinoprograma. In sicer nekaj krajših, sinhroniziranih čarovniških risank,
potem risanko Frankensteinček, zvečer ob 9. pa sledi še kultna projekcija kultnega filma Psiho. Dogodek je predvsem prostovoljske narave. Pri sami organizaciji sodeluje 15 mladih, ki so z nami že cel mesec. Celoten koncept te uročene kleti so pravzaprav pripravili oni pod nadzorom naše mladinske delavke. Zdaj, tudi maske načeloma so pripravljene strani mladih, a tokrat ne prostovoljcev, ampak strani mlade maskerke Marte. Tudi v maske je bilo vloženih kar nekaj dela, nekaj truda, nekaj premisleka, tako da so letos zombiji zares realni in zares čisto ta pravi. Do vikenda pred nami nas loči še nekaj dni, zato imate sedaj še možnost narediti plan za kakšen izlet ali pa že narejen plan spremeniti. Če nimate ideje, kaj bi počeli, ima moravški župan za vas eno lepo vabilo na dogodek, ki bo poskrbel tako za vaše telo kot duha. Res je, vse občanke in občane Moravške doline, pa tudi širše vabim na tek na Limbarsko goro. Tek bo odlično pripravilo, tradicionalno že, torej Društvo krajanov Limbarske gore. Začetek tekmovanja je ob 11. uri, poleg Moravč. Teče se najbrž kakšno uro in pol, nekateri bodo hitrejši, drugo bodo počasnejši, pa vendarle se obeta na poti kar obilo zabave na vrhu, veselo snidenje. Vabim torej vse in naj povem, da bom tokrat tekel tudi sam, zato pridite vsaj navijati, če ne boste tekli. To je bilo za nocoj vse, želim vam prijeten večer.